Pozdravljeni v avtomobilnosti. Z našo ekipo se praviloma udeležimo vseh večjih avtomobilskih salonov po svetu, vsekakor in vselej pa vseh treh velikih v Evropi, Frankfurt, Ženeva in Pariz. Pariški poteka pravkar, ampak nas tam ni. Tudi zato, ker tam ni večine oziroma zelo veliko avtomobilskih proizvajalcev. Če začnem samo s tistimi na F, Ford, Fiat, Volkswagen, pa Mitsubishi, Subaru, Mazda. Volvo, Mazda, pa oba na pol francoska, Opel, Nissan, veliko jih manjka. Ampak da ne zvalimo vse krivde na samo sejmišče, na pariški avtosalon. Oni so se zelo potrudili, da so napravili iz tega kongres mobilnosti, pripeljali vse strokovnjake. Tudi obsejensko dogajanje je zelo bogato in pa seveda poleg avtomobilov boste tam našli tudi salon motociklov. Pa starodobnike. In ko smo pri starodobnikih? Zgleda, da se bo začelo prav v pariškem salonu, kjer se je pravzaprav vse skupaj začelo. Pariški salon avtomobilov velja pravzaprav za enega izmed prvih na svetu. Kdaj je odprl vrata? 1898, kar, če hitro in dobro računate, veste, da pomeni 120 let od začetka. In, kot smo napovedali že v avtomobilnosti, mislimo, da se tukaj avtomobilski saloni pravzaprav začenjajo obračati po novem vetru. Ne samo, da se bodo avtomobilski saloni v prihodnosti morali vsebinsko pretransformirati in slediti mobilnostnim spremembam v celotnem avtomobilskem svetu, postati bodo morali spet zanimivi tudi za nove medije. Ti so si, in to se v pariškem salonu lepo vidi, vzeli svoj prostor že prej. Vsi socialni, internetni mediji so postali tako zelo zanimivi za prodajalce avtomobilov za njihove nove produkte, da so si ti, tako kot je na primeru Audija in Mercedesa, vzeli svoj čas in prostor že pred avtomobilskim salonom. Francozi so pariški mundial vedno imeli za svojega. Letos pa so pripeljali samo koncepte, pa čeprav kar precej zanimive. Tako tukaj ni bilo novega Clio, Renault je pokazal zgolj zelo oddaljeni samovozeči koncept in pa pokazal prve vizualne napovedi malega dostopnega električnega avta, ki pa bo najprej kitajski, šele potem bo čez nekaj časa morda zapeljal tudi pri nas. Pa tudi Citroën in Peugeot nista imela pravih zvezd. Otipljiv je kvečjemu karavanski 508. Več pozornosti pa je prejel retro koncept s futuristično tehniko e-Legend, ki z imenom morda cilja na to, da je bil 504 kupé legendaren. Med francoskimi znamkami so torej to pariško razstavo najbolj izkoristili pri znamki dveh strešic. Pripeljali so C5 Aircrossa, torej Citroenovo verzijo Oplovega Grandlanda. Svoje verzije znanih SUV-jev te skupine pa je tokrat premierno pokazal DS. DS3 in DS7 Crossback dejansko kažeta bolj jasno usmeritev in verjamemo, da tudi bolj svetlo prihodnost te znamke, za katero so si pri Citroenu kar oddahnili, ko so jo osamosvojili. Kakorkoli že, večje zvezde pariškega salona so očitno pripeljale z druge strani Rena. Recimo Mercedes-Benz, ki je predstavil novega B-ja. Ta sloni v celoti na impresivnem A-ju in s tem snubi kupce, ki še vedno stavijo na enoprostorske prednosti srednjega avtomobilskega razreda. Pokazali so tudi novega GLE-ja in s tem ukradli kar nekaj pozornosti novemu BMW-ju X5, niso pa uspeli zasenčiti premiere nove bavarske trojke. Je pa res, da je oblikovana točno tako kot petka, se pravi nikakor ne športno in upadljivo. Manjkala je tudi celotna skupina Volkswagen, no prisotni so bili francoski distributerji, ki so sicer razstavili svoje modele, a klasičnega blišča ni bilo. Tovarniško so se predstavili samo pri Škodi s konceptom, ki napoveduje novega Rapida, tokrat kot polnopravni model, ne pa kot nizkocenovec. Iz te druščine je izstopal Seat in njegov novi veliki SUV Tarako. Že izbiranje imena je bilo nekaj posebnega. Tokrat so ga izbrali s pomočjo javnega razpisa in seveda nosi ime mesta. Ja, in to mesto je staro ime za Tarragono, ki je 200.000 prebivalcev veliko mesto ob morju v Španiji. V bistvu leži v Kataloniji, ampak zaključiva ta naš sprehod po osiromašenem Parizu z znamko, ki je tam pustila močan vtis. Toyota je odlično izkoristila prazen prostor in pokazala 3 močne premiere. Najprej se v Evropo vrača Camry, velika limuzina, zdaj izredno priljubljena v Ameriki. Po ameriški premieri je zdaj v Evropo pripeljal tudi novi RAV. Revolucionarno oblikovan, torej veliko bolj drzno, precej neklasično, zato zeleno japonsko znamko. Sporočilo pa je jasno, eko ne pomeni nujno dolgočasno, sploh ne. In enako nam pravi tudi nova Corolla, ki je ponujala hibridni pogon s precej več konji pod pokrovom.
In ja, Corolla je v bistvu novi Auris. Naj vas spomnimo. Auris ime so si pri Toyoti izmislili zato, ker je Corolla postajala premočna in samostojna znamka. Kaj to zdaj pomeni? Da je bil Auris premalo močen? Vprašanje za vas. Presodite sami.